Dober dan, vsem skupaj prav lep kolesarski pozdrav. Danes sem se odpravil na eno specialno vožnjo in sicer bom prikazal, kako lahko na spletu kreiraš naključno kolesarsko progo. Še več, progo si bom potem shranil na števec in jo tudi zares odpeljal. Danes je ena taka oblačna sobota, ob 10. dopoldan je bilo 8 stopinj Celzija, nekaj tudi piha, čez dan pa naj bi se segrelo tja do 12 stopinj. Današnji video snemam na idejo gledalca z YouTubea. Marko se je namreč zanimal, kako bi lahko na spletu načrtoval neko naključno kolesarsko progo, tudi če nima Garmin števca in da zadeva ne bi bila plačljiva. Kasneje se je javil še en gledalec, ki je napisal, da progo zna narisati, vendar pa ga je zanimalo, če je možno na kakršenkoli način vnaprej opredeliti višince. Jaz bom prikazal to funkcionalnost v aplikaciji Garmin Connect. Vi to samo napišite v Google in vam bo dal pravo spletno stran. To spletno stran lahko uporabljate tudi, če nimate nobene Garmin opreme. Prijavite se brezplačno, uporaba je brezplačna. Je pa res, da če si boste neko progo tam načrtovali, boste morali potem nekako prenesti njen GPX na kakšen drugi števc ali pa si zapomniti pač pot in sami poskrbeti za svojo navigacijo. V glavnem, ko boste enkrat noter, greste na načrtovanje vat in tam noter imate rubriko proge. Jaz sem si izbral cestno kolo, krožna pot, dolžino 71 km, klikneš kamorkoli na zemljevid, kjer želiš imeti izhodišče in Garmin Connect ti izriše progo, ki bi bila čim bolj ustrezna tem parametrom. Ker sem imel označeno naključno stran neba, me je najprej izpeljalo nekam na sever, ampak zdaj, ko je tako mrzlo vreme, se ne bom vozil na sever, tako da sem označil stran neba jug in še enkrat dal kreirati progo. In ta, ki je prva nastala, sem si jo tudi izhranil. Poimenoval sem jo Dutovlje, zato ker sem videl, da bo to nekje najbolj oddaljena točka današnjega izleta. Nisem pa kaj več gledal, kje točno bo šla. Čau! Najrajši se pustim, da me Garmin preseneti in pač sledim navigaciji na števcu. Glede odgovora drugega gledalca lahko povem, da na Garminu pri kreiranju proge ne moreš nastaviti višinskih metrov, ampak brez skrbi, Garmin zmeraj poskrbi, da so tudi vzponi vmes, tako da je kakršnakoli proga zmeraj lepa in zanimiva. Ko je proga na Garmin Connectu shranjena, jo lahko prenesete na svoj Garmin števec ali pa pač izvozite njen GPX in si ga date kamor želite. Če imaš Garmin števec, greš potem samo na navigacijo, igrišča, shranjene proge, progo poiščeš po imenu in stisneš vožnja. To je vse. Jaz sem zdaj že na tej progi, kot rečeno malo piha. Prvi del poti me pelje po glavni cesti proti Ajdovščini in sicer čez Šempas in Črniče. Na tej cesti proti Ajdovščini je zmeraj nekaj več prometa, ampak tako za soboto ni bilo sile. Potem zavijem za naselje Batuje, v bolj stranske ulice. In glej, kako zanimivo, da sem šel prav po tej progi. Usoda je hotela, da me je v Batujah prepoznal in ustavil gledalec Matej, s katerim sva na hitro proklepetala in šla potem vsak svojo pot. Na koncu Batuj sem prečkal reko Vipavo in potem me je že čakal en vzponček, krajši kakšen kilometer, približno 7 do 8%, kjer potem na vrhu prideš v Preserje in se spustiš v Branik. V Braniku sem v križišču z glavno cesto izkoristil vodni vir in sicer je na desni strani pokopališče in pipa, kar sem seveda izkoristil. Iz Branika sem imel potem 2 km ravnine, zdaj sem pa že na 5-kilometrskem vzponu proti Štanjelu. To je tak super lep vzpon, poprečno nekje 4%, ampak varira. Včasih se cesta prav fajn zravna, na koncu pred Štanjelom se pa prav fajn napne. Ta funkcija in tudi vse druge so v Garmin Connectu brezplačne, tudi če nimaš nobene Garmin opreme. Seveda ti je pa olajšano, če imaš Garmin števec, je potem zelo enostaven ta prenos proge, navigacija. Pa tudi med vzponi ti potem lepo pokaže,
kje si in kakšni nakloni te še čakajo. Imam približno idejo, kam bo šla pot naprej, vsaj do Dutovelj, potem pa ne vem več naprej, kako bo. Bom videl, se pustim presenetiti. Tam nekje bo obrnilo nazaj proti Novi Gorici in bo, ko bo. Evo, zdaj sem nekje na polovici poti proti Štanjelu. Tukaj se cesta precej zravna. Potem pa zadnja dva ovinka sta spet fajn napeta. Vem, da bo cel krog malo manj kot 80 km, nekaj malega čez 800 višincev. Bom pa dal progo točno tako, ko sem jo odpeljal, tudi od spodaj v opis videa, tako da si lahko vsak sam pogleda in po želji tudi odpelje. Sej prav te dni mi je en gledalec tudi komentiral, da živi nekje v bližini, ampak ne pozna vseh poti v okolici, tako da večkrat izkoristi moje proge iz Strave in pri tem super uživa. Od Štanjela naprej ostajam na tej lepi, rahlo valoviti glavni cesti proti Sežani, vsaj do Dutovelj. Tam bom pa videl, kam bo pot dejansko šla naprej. Ta cesta med vikendi ni preveč prometna, sem pa tja se najde kakšen avto. Ja, v bistvu me ni speljala proga prav točno po glavni cesti do Dutovelj, ampak je tle zavila levo na ta stranski kolovoz. Nažalost, le po 100 metrih sem prišel do nekih luš in blata in ne bom rinil naprej, je škoda kolesa, škoda mojega dresa in čevljev. Če bi bilo suho, bi šel, tako bom pa šel kar lepo nazaj na glavno cesto in po glavni cesti v Dutovlje. Ja, v bistvu gre samo za eno bližnico, skoraj vzporedno z glavno cesto, tako da ne bom nič zamudil. Super, super je, super sem se oblekel, vidim pa, da se od zahoda že malo jasni, tako da bom na koncu mogoče celo ujel kakšen sončni žarek. Prišel sem v Dutovlje in zdaj tukaj zavijem desno, tako kot kaže navigacija, v smeri proti Krajni vasi. Tukaj sem že večkrat vozil in lahko povem, da gre za eno res lepo, slikovito cesto, praktično brez vsakega prometa. Imate na izbiro več smeri, moja današnja pa vidim, da me pelje čez Krajno vas v Komen. Zdaj to, nov asfalt. Tukaj v Krajni vasi je še en vodni vir, moram reči s precej močnim curkom. Ampak to je verjetno tudi vsa voda, ki jo boste na taki trasi potrebovali. Drugače pa brez strahu tudi kasneje dol proti Gorici se še dobi kakšna pipa. Ampak če tako točiš na 20. in na 40. kilometru poti, je verjetno to. A ja, no, zdaj, ko se vozim tle po Krasu proti Komnu, vam lahko povem tudi, da sem šel na Google, zato da ne bi izpadlo, da navijam samo za Garmin, in sem zelo hitro najdel eno spletno stran, Route Shuffle, kjer ne rabiš niti prijave, enostavno napišeš kilometre, zbereš vrsto športa, kolesarjenje in on ti zriše progo. Kar sem tako na hitro videl, ne loči med cestnim in gorskim kolesarjenjem, tako da je največkrat speljal tudi po kakšnih makadamskih poteh in stezah, ampak okej. Mogoče bo komu od vas prišlo prav, če ne drugega, mogoče samo za idejo, pa potem še sam malo modificiraš in narediš en lep krog. Tako da hočem pač reči, tudi če ne plačujete Strave in če nimate Garmin števca, lahko vseeno najdete kakšno opcijo, da vam nek program random nariše progo in vas preseneti s svojo iznajdljivostjo, vam pa mogoče razkrije še kakšen nepoznan košček terena. Evo, lej, super, ko sem očakal še sonce. Prav fajn. Ok, tle v Komnu zdaj še pogledam, kam me bo Garmin speljal naprej. Dosti presenečen več ne bo. Te ceste itak vse poznam. Zdaj vi, če želite, si lahko progo zmeri preverite vnaprej, jo še dodatno načrtujete, preverite, kje bojo vodni viri. Jaz osebno se najrajši pustim presenetiti in pač sproti vidim, kam bomo šli. Garmin me je usmeril iz Komna na Škrbino, zato vem, da mi bo pričaral še en lep vzpon proti Lipi. Nato pa verjetno spust čez Temnico v Renče in domov proti Novi Gorici. Zdaj, Kras pa itak veste, kakšen je. Valovit, gor dol,
Tako da tle nekaj dosti razlagati. Edina stvar, ki mi gre fajn na roke, je ta veter, ki mi zdaj piha v hrbet. Tako da se prav super lepo vračam nazaj proti domu. Viš lepo, pa še čez center Lipe me je speljalo. In če sem prav pošten, se tukaj nisem še nikoli peljal s kolesom. Tle pa se vidi posledice požara. Vse črno. Nekaj novega podrasti je že. Tukaj me pa zdaj čaka samo še spust v Renče. Ta spust v Renče je precej senčen, tako da dajte samo paziti, da ne bi bila kje cesta mokra, vlažna, da vas ne bi na kakšnem ovinku odneslo. Evo, super. Srečno sem prišel v Renče. Vreme je zmeraj lepše. Kaj bi še človek rad od tazga vikenda? Garmin me pelje po stranski osamljeni cesti še do Mirna, od tam imam pa potem 10 km do doma. Tako da bi jaz na tem mestu se kar poslovil. Poglejte si progo dol od spodaj v opisu videa, mogoče jo tudi odpeljete, vabljeni. Jaz pa bi se vam prav lepo zahvalil za vso podporo in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!